Pozdravljen! Ali si že kdaj videl kakšnega škrata? Te je že kdaj obiskal? Jaz mislim, da te je že zagotovo. Če ne drugače, v kakšni pravljici ali pesmi. Sem prepričana, da si že slišal za škrata Kuzmo Svetlane Makarovič. Ali pesem Enkrat je bil en majhen škrat, ki jo slišiš v ozadju. Danes pa nas bosta obiskala dva iz zbirke pesmi, vendar o njiju nekoliko kasneje. Sedaj pa prisluhni pesmi do konca. Če znaš, lahko pripevaš. Enkrat je bil en škrat. Enkrat je bil en majhen škrat. Enkrat je bil en škrat. Ti praviš, da ga ni bilo, dokazal rešeni. V pravljici pa živel bo, zato zapojmo vsi. Enkrat je bil en majhen škrat. Enkrat je bil en škrat. Enkrat je bil en majhen škrat. Enkrat je bil en škrat. Kakšne lastnosti pa imajo škrati po tvojem mnenju? Škratje, ki jih jaz poznam, so zelo dobrega srca. Tudi muhi ne bi skrivili krilca. So zelo prijazni, včasih tudi malo nagajivi. Ravno včeraj me je eden od njih požgečkal po nosu. Ti moji znanci pa so zelo marljivi. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da so pridni, delavni kot mravljice. Poznam dva škrata, ki sta marljivo pomagala dvema umetnicama s pisanjem in ilustriranjem knjige. Zato sta dali knjigi naslov kar Škratovske oči. Ta knjiga je zbirka pesmi, ki jih je napisala naša zelo znana pesnica Anja Štefan. Ilustrirala pa jo je ilustratorka Marjanca Jemec Božič. V zbirki najdemo kar nekaj čudovitih pesmi. Mene je pritegnila pesem, ki nosi naslov Snežak. Če pa te zanima še katera od drugih, si lahko knjigo izposodiš v šolski knjižnici in si jo podrobneje ogledaš doma. Sedaj pa se udobno namesti in prisluhni pesmi Snežak. Zgradili smo ogromnega sneženega moža. Ima klobuk, oči in nos in ves čas se smehlja. Le če preblizu švignemo na sankah ali smučkah, se razjezi in z metlico potipa nas po bučkah. A ptički so povedali, da naš Snežak ponoči, ko vse potihne in zaspi, še sam na smučke skoči. Da šviga po skakalnici, se kotali po bregu, ko pride jutro, pa že spet kot kip stoji na snegu. Ali ti je bila pesem všeč? Sedaj pa bova pogledala, če si jo dobro razumel. Če meniš, da ji moraš prisluhniti še enkrat, si posnetek prevrti nazaj na pesem in poslušaj še enkrat. Če meniš, da si jo dobro zapomnil, nadaljuj s posnetkom in ustno odgovori na vprašanja. Nanje
odgovarjaj v celih povedih. Kdo so pripovedovalci v pesmi? Pripovedovalci v pesmi so otroci. Kako izgleda Snežak iz pesmi? Snežak iz pesmi ima klobuk, oči, nos in ves čas se smehlja. Kaj naredi Snežak, ko se razjezi? Ko se Snežak razjezi, potipa z metlico otroke po bučkah. Kaj Snežak počne ponoči? Ponoči, ko vse potihne in zaspi, Snežak skoči na smuči. Kdo je to povedal? To so povedali ptički. Kaj se zgodi s Snežakom, ko pride jutro? Ko pride jutro, Snežak zopet kot kip stoji na snegu. Tako, pa si skoraj prišel do konca. Sedaj pa te čaka naloga v zvezku s črtami. Vanj napiši naslov Snežak. Potem pa si najprej zamisli, da je Snežak, ki si ga naredil ti ali stoji v tvoji soseski, neke noči oživel. Napiši, kaj vse je doživel, če je koga morda srečal, kako je preživel noč. Uporabi svojo domišljijo, verjamem, da je imaš na pretek. O tem zapiši vsaj 5 povedih. Piši z velikimi tiskanimi črkami. Zapis naj bo čitljiv, natančen in estetski. Če boš s svojim delom zelo zadovoljen in ga boš želel deliti z mano, naj ga starši fotografirajo in mi pošljejo fotografijo z izdelkom na elektronsko pošto. Uživaj v literarnem ustvarjanju.